Lepo pozdravljeni. Na tem pogovoru bomo govorili o knjigi Rudija Rizmana Družba in politika v času retrotopije, teme iz politične sociologije. Gosta tega pogovora sta dr. Rudi Rizman, avtor knjige, in pa akademik profesor dr. Slavko Splihal. Za začetek bi postavil eno tako splošno vprašanje o tem tipu knjig, in sicer ali lahko morda predvsem vi kot nek zunanji opazovalec orišete žanr in pristop te knjige in poveste, ocenite, kakšen je javni pomen tovrstne angažirane družboslovne publicistike. Ja, običajno se reče na tako vprašanje, to je zelo zanimivo vprašanje, ampak je v resnici, ne da je zanimivo, je zelo pomembno vprašanje, zaradi tega, ker je tisk izjemno pomemben v novejši zgodovini, še posebej evropski. S tiskom se je konstituirala javna sfera moderne dobe in v tem času so nastajale tudi moderne univerze in znotraj tega tako imenovani, bi morda že morali reči danes, javni intelektualci. Pred leti je Michael Burawoy večkrat pisal o pomembnosti ne samo javne sociologije in javnega družboslovja, ampak posebej tudi o pomembnosti javne univerze. In ta javna razsežnost univerz in znanosti je po mojem prepričanju natančno v tem, da strokovnjaki, raziskovalci, profesorji, akademiki s svojimi strokovnimi ali znanstvenimi prispevki sodelujejo v javnem življenju na tak način, da poskušajo sintetično predstavljati svoje ugotovitve v še posebej časopisih. In to je natančno to, kar kolega Rizman v resnici sistematično počne že desetletja. Žal moram ugotoviti, da je teh prizadevanj znotraj akademskega sveta vse manj. Ponekod na Zahodu, izrazito se mi zdi v Združenih državah, je relativno močan institucionalni pritisk na profesorje, naj tega ne počno. Medtem ko pri nas se mi zdi, da smo na prehodu iz prejšnjega sistema v sedanji sistem utrpeli veliko izgubo, ker se je velik del te kritične akademske sfere tako rekoč čez noč iz civilne družbe preselil v državo in državne institucije, s čimer je ta kritična distanca do aktualnih političnih dogajanj umanjkala. In torej iz teh različnih razlogov je prispevek, kot ga daje kolega Rizman, k javnemu življenju v Sloveniji izredno dragocen. Hvala. Eden od prispevkov, ki ga je Rudi napisal ob 100-letnici Ljubljanske univerze, se ukvarja tudi z javno funkcijo univerze in akademske skupnosti, ampak ker je naš čas omejen, bi morda to pustil za kasneje, če bo dovolj časa, pa bi zdaj šel v jedro knjige, v tisto, kar je najpogostejši leitmotiv številnih prispevkov v tej knjigi. Namreč leitmotiva sta obramba demokracije in pa kritika neoliberalizma. In povezava med tema dvema tematikama je zgoščena v tejle ugotovitvi, ki jo artikuliraš večkrat. Neoliberalizem je povečal družbene neenakosti, opustošil socialne storitve, povzročil razočaranje in brezperspektivnost ljudi, to pa potem izkoriščajo desni populisti, ki spodkopavajo demokracijo. Veliko odgovornost za sedanji razkroj demokracije pripisuješ socialdemokratskim strankam po različnih zahodnih državah, zato ker so prevzeli neoliberalni program, namesto da bi mu ponujali alternativo. Zanima pa me, kako ocenjuješ držo novih levih strank, kakršna je na primer pri nas Levica, v Nemčiji Die Linke in tako naprej, v Španiji Podemos, ker o teh novih levih strankah pa v tej knjigi ne zapišeš kaj dosti. To je res, ja. V bistvu seveda se zavzemam za alternativo, po drugi strani seveda pa to na nek način, glede na to, da sem sociolog,
opiram na vire, na literaturo, ki ponuja to alternativo, bolj kot seveda na konkretno analizo teh strank, ki si jih omenil in ki so v tem trenutku, govorim omenil se več teh strank v različnih državah, v različnih pogojih, razmerah in doživljajo tudi seveda različne usode. Morda v nekem smislu je naša slovenska levica še najbolj čvrsta, sploh v primerjavi se drži v neki dobri kondiciji v primerjavi z grško Sirizo. In to ponuja nek obet, morda tudi nek obet, seveda, kjer sem jasno naklonjen, neki taki opciji, čeprav seveda nisem strankarsko vezan na to opcijo, pa vendarle se zavedam, seveda, da na nek način obstaja tu med tistim, za kar se zavzema levica, slovenska levica in mojimi stališči, bi rekel, neka podobna afiniteta, kot je afiniteta obeh teh, bi rekel, akterjev, se pravi neke stranke in moja osebna angažiranost na literaturo, ki je v tem smislu alternativno usmerjena. Ne bom rekel leva, ker je tisto, kar potrebujemo danes kot alternativo, presega ideološke okvire oziroma lahko povezuje različne ideološke, bi rekel, pristope in to so seveda avtorji, kjer bi verjetno velika večina, ne vem, tistih, ki pripadajo levici, ki se angažirajo čist, bi rekel, na strankarski ravni z levico, v bistvu seveda se poenotila glede na take avtorje, ki so v moji knjigi stalno ali redno, kontinuirano referirani, kot so to recimo Skidelski, potem seveda Piketty, pa Štiglic in vrsta druga. Lahko bi naštel vsaj 25 takih imen, kjer bi rekel, da se nekje v 99%, če uporabim to uporabno metaforo, ujemamo v kakih prizadevanjih. Seveda pa ne vem, kakšna bo usoda in kakšen bo interes nadalje po izgrajevanju, bi rekel, nekega civilno-družbenega gibanja, ker bi stranke na nek način, seveda, oziroma si jih predstavljam, da so tudi tiste, ki na nek način podpirajo kritično intelektualno misel in tudi odpirajo prostor za družbena gibanja, seveda, ki se morajo sama in avtonomno vzpostaviti. Tu pa seveda vidim nekaj problemov in dilem, ki spremljajo slovensko politično življenje že dalj časa, že iz časov prejšnjega režima, ko stranke ali stranka ne kaže nekega posluha ali ni dovolj, bi rekel, prepričljiva v tem, da bi v kritični intelektualci, če niso člani določene stranke ali nekega ožjega kroga, videla nek potencial za, bi rekel, formuliranje, oblikovanje svoje lastne politične platforme. Torej, tu vidim nek manko, ki lahko na nek način zaznamuje usodo in je zaznamoval usodo vsake politične stranke. No, ko govorimo o tej kritiki socialdemokratskega, bi rekel, političnega prostora, v bistvu seveda kritiziram evropski politični mainstream, se pravi, tako socialdemokracijo, kot na drugem strani konzervativne oziroma ljudske stranke, ki so se na nek način, kar zadeva seveda izvajanje te neoliberalne politične platforme, poenotile in med njimi včasih težko opažamo razliko. Včasih celo seveda vidimo, da prihaja morda nekaj, kar je pozitivnega, do večjega ujemanja, do več skupnih imenovalcev med kakšno nemško, ljudsko stranko in recimo, ne vem, socialdemokracijo nemško, lažje se pogovarjata, kot pa ta ista Merklina, Merklova politična stranka z madžarsko Orbanovo stranko, čeprav, kot vemo, sta obe v istem bloku.
Ja, mogoče eno malo bolj teoretično vprašanje. Ti razumeš demokracijo kot substancialno, se pravi, demokracija je prava demokracija samo, če vodi v redistributivno socialdemokratsko politiko. Ne more biti demokracija zgolj formalno vprašanje, pač recimo periodičnega volilnega obreda in podobno. Na drugi strani pa nekako vidim, da se v našem javnem prostoru angažiraš predvsem v krogih liberalnih intelektualcev. Zato bi ti postavil eno teoretsko vprašanje, kako ti pravzaprav vidiš, kako pojmuješ družbene razrede danes v današnjih razmerah in kakšen pomen pripisuješ razrednemu vprašanju. Najprej v tej identiteti, torej seveda se angažiram za določene, bi rekel, varovanje določenih pravic, človekovih pravic, državljanskih pravic, avtonomije profesionalnih sfer in tako dalje, ki so na nek način utemeljene na nekih liberalnih vrednotah. No pa vendar seveda sem sam nekoliko bolj, kako bi rekel, eklektično usmerjen in v tem smislu seveda pričakujem pravzaprav, da se bojo za določene liberalne vrednote opredelili ljudje iz različnih političnih taborov, tudi iz tabora, ki si ga ti imenoval, ki je v bistvu bolj profiliran kot lev. Vprašanje pa je seveda, če je tako angažiran, tega seveda ni treba razumeti kot kritiko, lahko pa tudi pri zavarovanju določenih ciljev. Sam pa imam seveda s temi opredelitvami neke težave. V prejšnjem režimu seveda sem bil označen za anarho-liberala, kar je bila seveda neka točna opredelitev. Objavil sem knjigo o liberalizmu, objavil sem najmanj 2 knjigi o anarhizmu, tako da je ta oznaka na nek način seveda bila povezana z mojim delom, je pa vprašanje seveda, če je bila vredna neke kriminalizacije in tega, da si bil na kakih seznamih določenih služb. In seveda v tistem času, kot je znano, smo se predvsej angažirali tudi seveda za človekove pravice, tako kot tudi danes. Da smo danes v neki podobni situaciji, znova se vzpostavlja neki avtoritarni red in takrat sem se v Rastavnem razsodišču angažiral recimo za pravico Tomaža Mastnaka, ki so ga začeli preganjati zaradi nekega njegovega članka. Se pravi, sem se takrat angažiral za neko liberalno, če hočeš, stvar. Danes upam, da se bo Tomaž angažiral v mojem primeru, ko sem sam v postopku sodnega preganjanja, ki ga je seveda sprožil aktualni predsednik vlade. Torej, te stvari na nek način so skoraj da trajne, da varujemo seveda pravice do svobode, do individualnega izjašnjevanja in tako dalje. Vsa ta knjiga na nek način izkorišča v bistvu to pravico in jo poleg seveda nekih mojih preteklih angažiranj povezujem tudi z usodo mojega verjetno največjega, najstarejšega prijatelja Vladimira Dedijara, ki je 54. leta na plenumu, kjer so izključili in potem zaprli Milovana Đilasa, edini od članov centralnega komiteja podprl ne njegova politična stališča, ampak njegovo pravico, da pove, kaj misli. In potem seveda, kot vemo, je tudi on doživel neko podobno disidentsko usodo. Tako da to je vsekakor nekaj, kar na nek način na dolgi rok formira ali izoblikuje tisto, kar delam in kar pišem. Za družbenih razredih, mislim, da smo zdaj nekje v neki krizi, kjer bi bila potrebna, bi rekel, neka osvobodilna fronta, neko zavzemanje ljudi, najrazličnejših političnih prepričanj, ne samo seveda na levici, tudi na zmerne konzervativni desnici, da se pravzaprav ustvarijo ali da se podpre neke alternativne priložnosti, ker vemo, da je kapitalizem v globoki krizi, da ta trenutek išče neko rešitev v skrajnih političnih
bi rekel, organizacijah in posamezniki, ki se govarjajo bodi si ksenofobne, bodi si pa tudi direktno fašistične ideje. In to seveda spominja na čas v vajmarski oziroma postvajmarski Nemčiji in spominja ta čas, a ne, tudi na situacijo v Združenih državah Amerike, kjer, kot vidimo, aktualni predsednik išče neke in različne priložnosti za to, da bo pravzaprav na volitvah jeseni zmagal. In tu nek starosta, nek, bi rekel, relativno konzervativen ali pa vsaj liberalni naš profesionalni kolega Amitai Etzione govori seveda o tem, da je pravzaprav Amerika pred novim požigom Reichstaga, se pravi, da si bo aktualni predsednik že izmislil nek razlog za to, da bo uvedel in že uvaja posebne vzvode. Najprej so bili to mehiški begunci in tako dalje, teroristi, poseljevalci, ki prihajajo z Mehike, da je potem začel uprizarjati seveda te svoje pogrome nad begunci, nad ljudmi, ki so se znašli v hudih socialnih in človeških težavah. Zdaj, ko pa gre seveda za ohranjanje, podaljšanje njegovega mandata in že vnaprej zatrjuje, da rezultata volitev v primeru, da teh volitev ne dobi, ne bo priznaval. Tako da tu smo zdaj v tej realnosti, ko je pravzaprav, ko deluje pravzaprav ta družbeni razred v smislu ogroženosti in tu bi uporabil svojo metaforo 99%, ne gre zgolj za to, da so prekarci ogroženi, da so ogroženi intelektualci, da je ogrožen srednji sloj, pravzaprav tisti, ki niso ogroženi in ki poskušajo seveda podaljšati svojo vladavino, je pravzaprav aktualna, realno obstoječa plutokracija, se pravi kapital, posebej še finančni in investicijski, ki jima seveda demokracija ne odgovarja in bosta uporabila poti, ki jih že poznamo iz avtoritarne zgodovine. To bi jaz dodal, če smem to, čim Rudi govori, ni samo pomembno politično, praktično vprašanje, ampak je eminentno teoretsko vprašanje, kjer se mi zdi, da je ključen problem tem, da je pojem razreda na pojmovni ravni praktično iz družboslovne teorije bil izrinjen, kar seveda ni samo problem konceptualizacije razreda, ampak pri celi vrsti drugih družbenih fenomenov v zadnjih desetletjih se dogaja podobno. V relativno kratek čas, zadnja leta, se odkrito govori o kapitalizmu, prej je bil nadomestni pojem tako rekoč tržna ekonomija, pojem kapitalista ne obstaja, obstajajo tržne sile in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je to in ta celotna konceptualizacija razreda je praktično iz mainstream sociologije že desetletja izrinjena in obstaja samo še znotraj te nišne, tako rekoč, kritične sociologije. In zato pravim, da je to res eminentno teoretsko vprašanje, verjetno celo bolj kot praktično politično. Daleč od tega, da bi zanikal, da so praktična javna prizadevanja za aktualizacijo teh idej pomembna, ampak tudi na teoretski ravni se mi zdi, da je to izjemno pomembno, tako rekoč usodno vprašanje nadaljnega razvoja družbenih ved. Zdaj bi pa postavil eno vprašanje, morda tudi kar obema, in sicer o populizmih, po neki praktični pa tudi teoretski plati ponovno. V knjigi na več mestih razpravljaš o nevarnosti populizma. Populizmi so danes izjemno uspešni, to vidimo. Dejstvo je, da nagovarjajo realne frustracije ljudi, obenem so pa silno kameleonski in jih je zelo težko spodkopavati z argumenti. To smo recimo pri nas doživeli na 2 referendumih, kjer je šlo za boj proti pravicam ali pa za pravice manjšine istospolno usmerjenih.
In zanima me, kako se je mogoče na političnem terenu zoperstaviti populizmu. A je to sploh možno s kakršnokoli alternativno retoriko ali pa zgolj oziroma predvsem z učinkovito prakso, se pravi s konkretnimi rezultati, kadar si seveda na oblasti? No, jaz bi rekel, seveda, da so ti populizmi zelo raznovrstni, da jih je težko spraviti na skupni imenovalec. Nekateri seveda že naši kolegi v tem smislu se ukvarjajo z različnimi tipologijami, desni, levi in ne vem še kakšen populizem. Med našimi kolegi obstaja seveda tudi odgovor na tvoje vprašanje, mednarodnimi kolegi mislim, o tem, da je treba pravzaprav iti po poti zamišljanja levega populizma in tako dalje kot alternativa preostalim. To je seveda vprašljivo, ali je ta pot prepričljiva, ker v osnovi potem spremljaš, bi rekel, neko genetsko kodo, politično genetsko kodo populizma, ki na nek način seveda uporablja vse tisto, kar spada pod oznako teorije zarote, demagogije in tako dalje. Stvari, v katerih seveda je dovolj prepričljivo že pred mnogimi stoletji pisal Aristotel. Sam seveda v tem trenutku, in to me najbolj muči, to je tudi eden od tistih razlogov, kjer sem se konfrontiral s populizmom v tej knjigi, je, da ga v bistvu mnogo bolj vešče izkoriščajo obstoječi vladajoči režimi, ki so pripeljali ravno do te situacije. Recimo, zadnje nisem bral o tem, kako se je privatno, zasebno Trump torej zasmehoval evangeličane, ameriške evangeličane, ki ga podpirajo. Kako se izraža o rodarjih, o delavskem razredu in tako dalje. V javnih govorih, kot vemo, pa se je slikal z rodarji, napovedoval seveda, da bo njegova vladavina, v bistvu vladavina pravega ljudstva in seveda, da se bo spopadal s sovražniki tega ljudstva, kot so Wall Street, ki ga seveda, kot vemo, zdaj izdatno podpira, kot so to mediji, kot vemo, je medije označil za sovražne in potem nima nobenih težav, da uporablja politični slovar iz nekdanjih sovjetskih ali avtoritarnih držav in podobno. No, v tem smislu se bojim jaz seveda, da je populizem, ki je kot tak, sociološko gledano, zelo dragocen, ponuje dragocen material, za neka alternativna, sploh pa za leva politična razmišljanja, da je v bistvu na nek način neuporabljen. Rudnik, v katerem je te vrste zlato, da ga pravzaprav levica ne zna mobilizirati za svoje cilje. Torej od zgražanja, od obsojanja populizma, čeprav sve na nekaterih mestih je to potrebno, seveda ne pridemo daleč, če ne zajamemo teh bistvenih razlogov in vzrokov, ki so ta populizem generirali. In tu je seveda, recimo, Trump dobro izkoristil to priložnost. Bojim se tudi seveda, da pri nas neko podobno branje Trumpove politike, ki ga aktualna politika na oblasti, kot veste, lepo posnema, utegne tudi seveda doživeti neko svojo reinkarnacijo v obliki integracije in podpore zamišljenemu ali pa vzpostavljanju avtoritarnega režima pri nas. Kakšen je vaš pogled, kaj bi vi naredili s tem rudnikom populizma? Jaz bi rekel, da je populizem pravzaprav v prvi vrsti novo poimenovanje za procese, ki so poznani stoletja ali tisočletja celo. Prav gotovo je populizem, bi rekel, ena vrsta demagoške prakse, demagoškega diskurza, torej je v jedru to demagogija, izraz, ki se je pred desetletji zelo pogosto uporabljal, danes ga pa praktično ne zasledite več, ker je bil in v praksi in teoriji nekako delegitimiziran, je
propaganda in posebej politična propaganda. In pri populizmu seveda gre natančno za to, gre za določeno vrsto politične propagande, ki je v zadnjem obdobju postala zelo učinkovita v navezavi z neko novo prakso, ki so jo prinesli socialni mediji, in to so lažne novice. Torej ta sprega med tradicionalno demagogijo in možnostmi, ki jih produkcija lažnih novic danes daje, je proizvedla, jaz mislim, tisto, o čemur pogosto pravimo populizem. Boj proti populizmu je praktično mogoče, se bojim. Vprašanje je, kako je, torej v starih časih, tako imenovanih, se je zelo pogosto uporabljal izraz protipropaganda. Spomnim se, da smo mi v 70-ih letih delali neko raziskavo, kjer so bile kot propagandne radijske postaje obravnavane tuje radijske postaje, ki so oddajale za Jugoslavijo. To, kar je bila jugoslovanska praksa, je bila pa protipropaganda. Torej, edin način boja proti propagandi je protipropaganda. In od tod seveda ideja, da bi bilo treba premišljati o tako imenovanem levem populizmu. In je res, se strinjam, jedro problema v tem, da so te prakse, ki jih srečamo v tako imenovanem populizmu, v principu za levico, po mojem prepričanju, nesprejemljive. Preveč razsvetljenska, ali kako? Ja, recimo, liberalna, se pravi, je preprosto nespodobno lagati. In zdaj, če pristaneš na to, oziroma ko ugotoviš, da boja proti lažnim novicam v resnici s čisto resnico ne moreš voditi, oziroma je ta boj neučinkovit, je hudo pomembno vprašanje, kaj se da napraviti. No, tu je populizem, seveda je tudi fenomen, na nek način, na katerega je pravzaprav posredno opozoril tudi znameniti francoski mislec Labethi. On je napisal neko delo z naslovom La solitude volontaire, torej prostovoljne sužnosti, in tu seveda politiki računajo seveda na to, da je določen del ljudi, ne bom šel v neko aristokratsko razlago tega dejstva, pripravljeni služiti nekemu gospodarju. V slovenski politiki ste jaz razbral nekaj igralcev, predvsem v desni politiki, ki so pravzaprav že v prejšnjem sistemu iskali gospodarja, pa jih ta ni najdel. Ta gospodar demokratičnem režimu pa jih je opazil in je izkoristil seveda to, da njihove ambicije takrat niso bile realizirane, da jim je zdaj ponudil neko priložnost. No, ta razlaga seveda ne more iti, ne vem kako daleč, ampak te socialno-psihološke, bi rekel, razsežnosti, kako ljudje delujejo, kako se obnašajo, je potrebno včasih tudi upoštevati. Lepo je imeti nekoga, ki vse samoreja, ki je nad nami in ki smo pripravljeni prisluhniti in verjeti, da nas vodi v pravo smer. Kako pa lahko morda zagrabimo, morda celo z nekim konceptom opišemo to, kar je danes desni populizem? Ker po eni strani je populizem seveda forma, kot ste že prej povedali, je pravzaprav sodobni izraz za tisto, kar so včasih imenovali demagogija pa propaganda. Populizmi seveda nimajo svoje vsebinske substance, nimajo pozitivnega programa, so responsivni, vedno nove sovražnike si izmišljajo, pa če ti obstajajo ali pa ne. In me zanima, kako vidita to neko celo serijo in celo koalicijo desnega, skrajno desnega populizma na Zahodu danes, kaj mu je sploh skupno poleg prijemov, poleg teh, recimo, poleg retorične forme, seveda oblastiželjnosti, pa tega, kar si Rudi v nekrologu za madžarsko filozofinjo Agnes Heller opredelil kot negativna ideologija. A je tu kakršenkoli pozitivni program, skozi katerega se da to stvar zagrabiti, ali je
tako zelo fluidna, da pravzaprav svojo vsebino popolnoma poljubno spreminja, tako rekoč lahko iz meseca v mesec. Najmanj se mi zdi, je mogoče ugotoviti, da je konstanta vseh populizmov, celo bi lahko rekli, ekstremni nacionalizem v različnih pojavnih oblikah, kar je tisto, kar mislim, če pogledamo Zahodno Evropo in še bolj Vzhodno Evropo, kar te populizme povezuje. In torej to na nek način utemeljenost na ekstremnem nacionalizmu je tudi eden od odgovorov na vprašanje, zakaj je desni populizem relativno učinkovit v nasprotju z levim. Torej, neka taka ideja, kot je nacionalizem, ali kot pravim, ekstremni nacionalizem je na levici preprosto nezamisljiva. Torej, ta manjko take ideološke podlage na levici je po moje pomemben razlog za to, da je recimo levi populizem bistveno manj učinkovit. In drug problem je, ki ima, to je ta skupen imenovalec je, kot ste rekli, pravzaprav je iskanje oziroma identifikacija sovražnika, kar je stara tradicija. Vsaka propaganda, ki hoče biti učinkovita, mora najprej identificirati sovražnika in to populizem zelo dobro počne. Imigranti so sovražnik številka ena, zagovornik imigrantov skupaj z imigranti in pri levici, ki seveda je liberalna na nek način, je spet nezamisljivo, da bi ta ideja, da bi svoj program identificirali s tem, da iščemo sovražnika, je na nek način zavržena. In tu je seveda velik problem, kako se lahko levica konfrontira z desnico tudi na tem propagandnem, demagoškem področju, pri čemer je treba reči, ni politike, ne leve, ne desne, ne v preteklosti, ne v sedanjosti, ne v prihodnosti, ki ne bi elementov propagande, demagogije in, če hočete, populizma vključevala. To je politika. Ja, morda eno težko vprašanje. V knjigi govoriš o eroziji tradicionalnih pozicij socialdemokracije, veliko govoriš o nevarnostih desnega populizma. Eden od krajev na politični pahljači, o katerem poveš bolj malo, so pa konzervativne stranke. Predvsem take, ki so svoj čas vendarle držale neko linijo spodobnosti, racionalne argumentacije, odgovornosti, državotvornosti in tudi evropejstva. In morda zadnja taka političarka v evropskem prostoru, ki je obenem tudi močna figura in ki je poskušala držati fronto neke spodobne konzervativnosti proti klimi desnega ekstremizma, je Angela Merkel, ki se bo zdaj v kratkem upokojila. In bile so zadrege, koga naj izbere za naslednika, naslednico, izbrala je nekoga, ampak ta oseba se, kot kaže, ni obnesla. In zdaj ima nemška CDU pravzaprav kar velik problem nasledstva, hkrati pa znotraj nje že dvigajo glave tiste struje, ki so precej vsebinsko na liniji v bistvu nemške skrajne desnice, Alternative für Deutschland in tako naprej. Kaj bo z evropsko politiko, tudi z evropsko družbo, z nenazadnje razmerji med evropskimi državami po odhodu Angele Merkel oziroma po nekje zatonu recimo tovrstne solidne, spodobne, sprejemljive, konzervativne pozicije. Kako gledate na to? Jaz
Napovedovanje prihodnosti, ugibanje je pač Prav gotovo, ugibanje. ampak znotraj te neke kritične družboslovne publicistike si to lahko privoščimo. Jaz se Tudi spomnim z zdaj, ko namenom, da smo bi jo z Rudijem preprečili. sva konec 70-ih let, celo kraja se spomnim, kje se je ta pogovor dogajal, se pogovarjala, kaj se bo zgodilo po Titovi smrti. In sva, ko bi rekel, uganila, da bo prišlo do državnega udara, čeprav ne, v tem strogem pomenu ni prišlo do državnega udara, ampak vendarle, ja, vojska pa je na nek način prevzela oblast. Ne. In torej take situacije, ko odhaja nek voditelj, ki je dolgo let obvladoval politiko neki državi, na nekem področju, je seveda je to usodno obdobje. Ne? In jaz mislim, da je popolnoma nepredvidljivo, nažalost. Se bojim, da je nevarno hkrati, ne? Da lahko prihaja, torej ne, da bi zdaj hotel univerzalizirati ta proces, do katerega je v Jugoslaviji prišlo po Titovi smrti. Ampak te jugoslovanske izkušnje se mi zdi, da se na različnih področjih kažejo kot vredne premisleka ob sorodnih situacijah. To, kar se danes v Evropski uniji dogaja, ima marsikaj skupnega s tistim, kar se je v nekdanji Jugoslaviji dogajalo pred, bog ne daj, ne, razpadom Jugoslavije. Tako da žal pa ne vem, Rudi ima morda bolj natančen pogled. No, jaz se pravzaprav pridržujem temu tvojemu mnenju, bi pa izpostavil še ta geopolitični vidik, ne? Teža Nemčija, ne? Želja nekaterih bolj progresivnih ameriških politik, da bi bilo vendarle dobro, če bi bilo več Nemčij in ne ena sama, se ni uresničila. In tako bo Evropa, skupaj z njo seveda tudi mi, delila usodo tistega, kar se dogaja v Nemčiji, oziroma kar se bo dogajalo v Nemčiji po odhodu Merklove. Ta šibkost te politikov v Nemčiji, ne, po Merklovi, je pravzaprav tudi značilna za, in tudi deloma podedovana v Evropski uniji. Tudi vemo, da predsednica Evropske komisije se ni najbolje obnesla že na položaju obrambne ministrice v Nemčiji, da ne omenjam drugih skromnih, bi rekel, političnih osebnosti. Zadnje dni sem bral tudi ta intervju v prejšnji sobotni prilogi nekako zunanjega ministra Evropske unije, nekoga, ki je v Evropski uniji zadolžen, in te ideje, ki jih je tam razlagal Borrell, torej španski, nekdanji španski politik, so zelo, zelo skromne, pravzaprav daleč od tistega, kar so nekoč pokazali Delors, pa ta italijanski potem njegov naslednik, morate spomniti na njegov priimek, je moj kolega z Bolonske univerze. Prodi, ja, seveda. Torej, te vrst figur ne srečamo ne na ravni Evropske unije, ne v Nemčiji. In tu bomo v geopolitičnem seveda smislu prepuščeni. Jaz mislim, da je zadeva še bolj tragična, ne? Ker če pogledaj recimo take relativno močne figure, kot so bile Barroso, Schröder, so zelo tesno povezane s svetom kapitala in še marsikdo od teh, bi rekel, relativno močnih evropskih politikov je del sveta korporacij, kar za prihodnost Evrope ni seveda nič dobrega. So se potem tudi poiskali, seveda, vemo, donosna mesta v Wall Streetu, v mednarodnem finančnem kompleksu. Ampak ne samo, da so kasneje to poiskali. Že prej, seveda, na nek način implementirali to politiko globalne plutokracije. No, jaz se seveda zdaj nekako bojim tistega, kar lahko pride, do česa lahko pride v Nemčiji, ki tudi ni tako ekonomsko močna, kot se zdi nazven. Bojim se seveda ne toliko v smislu tistega, kar je že razodela, prikazala preteklost,
nastanek takih nacionalističnih držav, kot so bile NDH, pa vendarle neko prilagajanje seveda nekemu novemu trendu. In zdaj, če nekako verjamemo konzervativnemu Huntingtonu, da se ti valovi demokratizacije in avtorizacije izmenjujejo in da vsak pravzaprav potegne sabo, ne vem, število let v obsegu ene generacije, potem bo to nehalo še nekaj časa delovalo v tej smeri, kot smo ji priča danes. Ja, jaz bi rekel tako, no, na avtomatizme glede prihodnosti se ne gre zanašati, zato so take knjige dragocene, ker pomenijo javni angažma izobraženca proti trendom in za to, da prepreči nek razvoj v neko zelo hudo smer. Omenil bi pa še to, prej sem pomislil na to, ko ste omenili, da so marsikateri močni, ugledni politiki v resnici že imeli podpisane pogodbe z velekapitalom. Morda je za Zahodno Evropo oziroma Evropo nasploh svarilno to, kar se je zgodilo v nekaterih vzhodnoevropskih državah, kjer sta na sceni ostali v nekem trenutku samo dve opciji. Eno je bila liberalna kompradorska buržoazija, če rečem marksistično, se pravi ljudje, ki niso imeli drugih idej kot to, kako razprodajati ostanke svojega nacionalnega gospodarstva korporacijam. In ljudje seveda tega niso mogli podpirati v nedogled. Na drugi strani pa nacionalisti, evroskeptiki, demagogi tipa Orban. In ko ima še enkrat samo to vrstno izbiro, potem seveda ima Orban lahko delo. V nadaljevanju, ko pride na oblast, pa poskrbi seveda tudi za institucionalne reforme, ki ga zabetonirajo. Zahvaljujem se vama, tebi, Rudi, dvakrat, najprej za knjigo in potem za pogovor, vam za zanimivo razpravo. Berimo knjigo, držimo se, kljub temu, da v politiki ne gre brez populizma, se vendarle držimo nekega razsvetljenskega principa, da je znanje pomembno, ker ljudje, ki so razgledani, z njimi ni mogoče kar tako zlahka manipulirati. In upajmo in angažiramo se na najboljše. Hvala tudi tebi. Hvala.